Pozdravljeni. Verjetno se marsikdo izmed vas sprašuje, kdo je bil letos dober in kdo je bil slab, seveda v svetovnem prvenstvu Formule E. Tudi letos, kot vsako leto po koncu sezone v času božično-novoletnih praznikov, so viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, polni analiz. Ne letimo lahko na razne študije, ki nam želijo dokazati, kdo je bil najboljši in kdo verjetno spada v tisto skupino slabših. Mnogokrat so analize objektivne, ampak kdaj tudi skušajo ustvariti rahlo drugačno sliko, kot je ona realna. Danes bom skušal podati rahlo drugačen pogled, predvsem na tisto, kar nam kažejo določeni viri. In seveda s tem nočem spremeniti tistih trdnih, zakoreninjenih prepričanj, ki jih ima marsikdo. A želim samo pokazati, da s podatki, ki jih imamo mi na razpolago, lahko, če se malce potrudimo, kažemo pravzaprav skorajda vse. A treba je tu na samem začetku razbliniti vse dvome. Najboljši v sezoni 2025 je Lando Norris. Ali vam je on kot voznik všeč ali ne? Na koncu je za 2 točki premagal Maxa Verstappena. In nehajmo že enkrat ponavljati zgodbo, da je imel Max Verstappen po veliki nagradi Nizozemske 104 točke zaostanka. Zakaj? Ker 104 točke je bil njegov zaostanek za Oskarjem Piastrijem in ne za Landom Norrisem. A verjamem, izjemno lepo se sliši. A na koncu prvi in drugi sta bila seveda Lando Norris in Max Verstappen. Oskar Piastri je na koncu bil lepo tretji. In vidimo tu že prvi primer, kako so nekateri skušali naše mnenje rahlo usmeriti. A danes, poleg tistih lestvic, ki so jih objavili po koncu sezone, bomo uporabili še neko primerjavo, ki je po mojem mnenju smiselna. Namreč Formula 1 je kategorija motošporta, kjer je tisti tehnični del, torej bolid, tudi pomemben. Težko primerjamo, na primer, voznika ekipe Haas z voznikom tovarniške ekipe Mercedes. Namreč bolid ene in druge ekipe je precej različen. Dal sem vam samo primerjavo. Zato si bomo ogledali to tabelo, kjer je izraženo v odstotkih, koliko je doprinesel posamezni voznik k skupnem izkupičku ekipe. In da ne bo pomoč, vrednosti bom zaokrožil, kajti pogovarjati se o desetinkah odstotka je po mojem mnenju rahlo nesmiselno. In celotno skupino voznikov Formule 1 bomo razdelili na 3 kategorije. V prvi bodo tisti pari, kjer sta oba voznika prispevala približno enako število točk. V drugi skupini so tisti, kjer je prvi voznik
prispeval tam okrog 2/3 točk in oni drugi pa preostalo tretjino. In na koncu je seveda še tista skupina, kjer je en prispeval veliko večino, drugi pa seveda ubogo manjši. In začnimo. Pri Meclarnu lahko vidimo takšen primer, kjer sta tako Lando Norris kot Oscar Piastri spevala približno enako število točk. Skladno s tistimi Papaja pravili, kjer izgleda, kot da bi oba imela enako izhodišče, enake možnosti in tudi skorajda enako število točk. Tem, ali je to smiselno ali ne, bomo nekaj besed spregovorili v nadaljevanju. Že na drugem mestu imamo neke vrste presenečenje. Namreč ekipo Haas, kjer sta Oliver Bearman s približno 52% ter Esteban Ocon, ki je v skupni seštevek dodal 48% vseh točk, ki jih je ekipa Haas dosegla. In verjamem, da ste mogoče zasledili velike hvalnice Oliverju Bearmanu in marsikatero grajo Estebanu Oconu. Čeprav je Oliver Bearman novinec, je po mnenju mnogih premagal, osramotil Estebana Ocona, ki je tudi prvo leto pri ekipi Haas. In iz odstotkov bi nekdo lahko dejal, saj je res. A težava je nekje drugje. V točkah je razlika med Bearmanom in Oconom le 3 uboge točke. Torej, lahko bi dejali, da tudi v tem primeru gre za poravnan rezultat, kjer je res Oliver Bearman imel fantastično sezono, ampak Esteban Ocon še zdaleč ni bil slab. Pri ekipi Williams smo videli približno podobno situacijo, kjer je imel Alex Albon rahlo višji odstotek od Carlosa Sainza mlajšega, le da je Španec dvakrat prišel na zmagovalni oder na samih dirkah za svetovno prvenstvo, medtem ko je bil enkrat na zmagovalnem odru sprinta. In kaj bi lahko dejali, je bil zaradi manjšega števila osvojenih točk Sainz slabši, po mojem skromnem videnju še zdaleč ne. Oba voznika sta prispevala približno enako število točk. In podobna zgodba pri ekipi Racing Bulls. Isaac Hadjar je sicer zbral približno 57% točk, Liam Lawson pa 43%. Podobno kot pri ekipi Haas, tudi tu med obema voznikoma 3 točke razlike. Hadjar je prispeval tudi eno 3. mesto in lahko bi dejali, da je zasluženo dobil mesto v sezoni 2026 v ekipi Red Bull. Čeprav nismo slišali takšnih kritik na račun Lawsona, kot si jih je nekdo privoščil na račun Ocona, lahko pridemo do nekega zaključka. Izgleda, da se je določena struja odločila napraviti zvezdo iz Oliverja Bearmana. In vsak argument, ki ga lahko daje statistika, uporabljajo njemu v prid. Seveda to ne pomeni, da če vam je Oliver Bearman všeč, da zanj ne smete navijati, da ne bo. Poglejmo si seveda sedaj ono drugo skupino, kjer je razdelitev približno 66% na eni strani in 33% na drugi.
In tu sta oba voznika Scuderie Ferrari, Charles Leclerc in Lewis Hamilton. Leclerc je zbral približno zaokroženo 61%, medtem ko Lewis Hamilton 39%. In mnogi članki pišejo o tem, kako je bila sezona 2025 najslabša za Lewisa Hamiltona v celotni njegovi karieri in kako je praktično razočaran. Res, Lewis Hamilton je bil pod pričakovanjem, ampak še zmeraj je prispeval malce manj od 40% vseh točk, ki jih je dosegla Scuderia Ferrari. Čeprav ni bila zmaga na dirki za veliko nagrado, je on tisti, ki je edini izmed voznikov Scuderie Ferrari stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Dejstvo, na katerega marsikdo pozabi. Torej, bi lahko dejali, da je bila sezona Lewisa Hamiltona tako porazna, slaba že, ampak porazna, ne vem, kajti za slabše rezultate je zagotovo kriv tudi nekonkurenčni pomišljaj 25. In podobna zgodba pri Aston Martinu. Fernando Alonso je tisti, ki je prispeval 63% vseh točk, Lance Stroll pa 37%. Zopet se bodo dobili kritiki, ki Lancea Strolla pošiljajo v predčasni pokoj in menijo, da bi moral pustiti prostor drugim. Kolikokrat smo slišali isto že presneto izpeto zgodbo, da je Lawrence Stroll sinu Lanceu dobesedno kupil ekipo. Prvič, vsak oče, če bi le imel možnost, bi napravil kaj takega. In drugič, Aston Martin pod taktirko Lawrencea Strolla je napravil ogromno. Tako na strani infrastrukture, kot tudi na tisti kadrovski strani, kjer čakamo še prve rezultate, ampak še zdaleč Lawrence Stroll ni samo kupil ekipo. In zopet nekaj zanimivo. Govorili smo o tem, kako sta bila oba voznika ekipe Racing Bulls približno poravnana. Skupaj sešteto sto pri Aston Martinu dosegli primerljivo število točk s to ekipo. Torej, ali so bili slabi oboji, ali so bili solidni pri obeh zasedbah. Ampak nekateri bi dejali sedaj, ko smo primerjali Ferrari in Aston Martin, da pravzaprav gre tu za voznike, predvsem one v drugi poziciji, ki so razočarali, ki niso pokazali tistega, kar bi pričakovali. Ampak tretja ekipa v tej skupini je tovarniška ekipa Mercedes. Ekipa, ki je dosegla drugo mesto na lestvici konstruktorjev. Tu je George Russell prispeval 68% vseh točk, Andrea Kimi Antonelli pa 32%. Sedaj, Antonelli kot novinec je vsaj po mojem skromnem videnju pokazal ogromno. Napravil je tudi napake, o tem ni najmanjšega dvoma, ampak menim, da se lahko strinjamo, da če je Antonelli bil soliden, nista bila slaba niti Stroll in Hamilton. Antonelliju je na koncu res malce zmanjkalo, da ni dohitel po točkah samega Lewisa Hamiltona, ampak na zadnji dirki, kot se še dobro spomnimo, je presneto razočaran. A vidimo lahko, da s to primerjavo imamo
čisto drugačni pogled, verjetno na situacijo, o kateri pišejo mnogi. In na koncu je seveda še tista zadnja skupina, kjer imamo enega prevladujočega voznika. Pri ekipi Sauber je Nico Hülkenberg tisti, ki je dosegel 73% točk, Gabriel Bortoleto pa 27. In lahko bi dejali, da pričakovano in nihče tu ne kritizira Bortoleta. Čeprav, na primer, v primerjavi z moštvenim kolegom je dosegel 10% manj točk kot toliko kritizirani Stroll. A ne smemo pozabiti, da za Red Bull je Max Verstappen dosegel 93% točk, Yuki Tsunoda le 7. Da je Yuki Tsunoda pošteno razočaral, mislim, da se strinjamo vsi. In Yuki Tsunoda, da povlečem še eno vzporednico, je dosegel točno toliko točk kot Lance Stroll z Aston Martin. Zopet lahko začnemo razmišljati. Ali lahko damo na isto raven Tsunodo in Strolla? Mnogi bi na prvi pogled dejali, da je Stroll slabši, ampak te interpretacije kažejo na nekaj drugega. In zaključki, ki jih lahko iz te zgodbe potegnemo. Govorili smo že o tem, da Max Verstappen je zaostal za Landom Norrisom za 2 točki. Mnogi bodo dejali, da sta isti 2 točki nekako pobegnili zaradi raznih dogodkov. Predvsem Andrea Kimi Antonelli, po mnenju mnogih, je udeležen v kar nekaj epizodah. Govorimo o trku na veliki nagradi Avstrije, kjer je seveda Max izgubil kar nekaj točk in ne smemo pozabiti, da na predzadnji dirki veliki nagradi Katarja je Lando Norris prav na koncu dirke prehitel prav Antonelli. A sam bi dejal, da ključni točki sta Maxu pobegnili prej na veliki nagradi Španije, ko je on napravil nedopustno napako. In konec koncev, ta preglednica nam kaže še nekaj drugega. Če bi imeli pri Red Bullu pravega drugega voznika, ki bi dosegel približno tretjino točk v skupnem seštevku, bi tudi Max Verstappen imel verjetno lažje delo, kajti drugi voznik z boljšimi uvrstitvami je seveda nasprotnike lahko potiskal nazaj. Posebej na zadnji dirki, kjer je bilo jasno, da je Lando Norris igral na 3. mestu. A pustimo sedaj to. Na koncu nam je ostala še ena ekipa. Ekipa Alpine, kjer je Pierre Gasly dosegel vse točke. Ne Duan in še manj pa Colapinto nista bila sposobna doseči P1. In tu se lahko začne razprava, kdo bi lahko bil najslabši med vsemi tistimi, ki sem jih danes omenil. In po mojem skromnem mnenju, ponavljam, gre za moje videnje, je prav Colapinto. Čeprav bi nekateri lahko imenovali Tsunodo, drugi bili prepričani, da je tisti najslabši Hamilton ali Stroll, je po mojem Colapinto onim, ki je dokazal, da brez rezultatov, vprašajte se, kolikokrat je bil Colapinto 11. ali 12. in je samo s pomočjo denarja svojih pokroviteljev dobil sedež tudi v naslednji sezoni. Jasno je, da na primer Tsunoda
podpora Honde gor ali dol, v naslednjem letu ne bi imel praktično več možnosti priti v Red Bull, ampak da je potrditev dobil Colapinto, je znova dokaz, da kvaliteta, rezultati ne štejejo prav nič. Glavno je, da prineseš denar. In to je hujša situacija, kot smo jo videli pri marsikateri drugi ekipi. A toliko o tem za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.